Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes sem dobila mail. Ena gospa me je spraševala, kako naj dekodira, kako naj poskrbi za to, da bo bolj v miru. In sem razmišljala. Najprej sem mislila pri sebi, pač posnet, kako delaš pravilno, zdravilni kodeks, 3 ekrani in tako naprej. In nakar sem šla v gozd. In zdaj, ko razmišljam prav to, kako se napolniti z mirom, ko tukaj stojim in se filam z mirom, druga ne moram reči, se enostavno polnim s to energijo, vibracijo zemlje, dreves, zraka, svetlobe, v glavnem vse to, kar je okrog mene, drugače ne more biti, kot da sem v miru. Ja, ne razmišljam, bi bilo treba to, nisem to, bi bilo treba, kako bom to. Pustim te zadeve. Ne želim se niti spuščati v to energijo, ker glejte, sej vsi imamo težave. Ga ni človeka, ki nima težave, ampak ne želim se zastrupljati s tem, katere težave imam. Ne želim. Želim srkati mir. In ta mir, ki ga v bistvu z vsakim vdihom postajam bolj jaz. Glejte, ker mi, taki kot smo se rodili, mi se nismo rodili s stresom. Mi, ko smo se rodili, nismo bili, moram to narediti, ne moram to, moram še to, ni bilo to idealen in tako naprej. Jaz se spomnim, ko so bile moje 3 hčerke majčkene, kolikokrat je bilo tako razmetan, da smo res topali čez tiste igrače in čez vse. Ampak na koncu koncev, a je pomembno to, da imaš tako pošlihtan, da bi lahko dal svoje stanovanje v revijo za urejanje doma? Mislim, da ni. Da je bolj pomembno, da se res dobro počutiš. Vedno je neka stvar, ki bi bila še za pospraviti. Vedno je neka stvar, ki še ni dovolj popolna. Vedno je nekaj, kar bi bilo treba še. Ampak tisto, na kar pa res pozabljamo, kar bi bilo pa res treba še, je pa poskrbeti za to, da se nadihamo zraka. To je tisto, kar je najbolj osnovno, ker brez tega ne zmoremo nič ostalega in nam gre čas, energija v prazno, ker se ne napolnimo z življenjem. Glejte, v naravi vse je. V naravi res vse je. Ko je čas za jesen, je jesen. Naravi se ne mudi. Narava je. Ko je čas za pomlad, je pomlad. Ko je čas za poletje, je poletje. Ko je čas. In mi pa vedno mislimo, da nimam časa. No ja. Druga zadeva, tudi ravno danes sem imela to, pač nekaj sem bila zmenjena in sem bila zmenjena zelo fleksibilno, se slišimo do 12. ure. In to pomeni do 12. ure. In seveda sem čakala v pripravljenosti, da pač nekam skočim. In ura je bila, ne vem, 12:30, ko me pokliče in prva stvar, kar mi je šla skozi možgane, ta gospod ne spoštuje mojega časa. In enkrat sem dobila lekcijo v tej smeri, ker nekam sem zamujala in ena gospa je rekla, kdor zamuja, samo sporoča, da ne spoštuje drugih ljudi. Ja, priznam, tudi jaz včasih zamujam, ampak predvsem, glejte, če pa zamujaš tako 3 minutke ali pa da sporočiš ali pa 5 minut, ni noben problem. Druga stvar pa je tudi, ravno tako ne spoštuješ časa drugih ljudi, če recimo prideš pol ure prej pa se namalaš tam. Ravno tako sporočaš, ne spoštujem tvojega časa, vzem si zame, jaz sem tukaj zate, zdaj si pa ti vzem zame čas. Pač te zadeve, spoštovanje. Če mi pričakujemo, da bojo drugi spoštovali nas, ja, je treba kje začeti? Pri sebi. Spoštovati moj čas. Se pravi, jaz zdaj, če spoštujem svoj čas, to pomeni, da si vzamem od dneva tudi nekaj časa za to, da si napolnim svoj z novo energijo. Tam gor sokol leti in je svobodan. Dejstvo je, da si vzamem nekaj časa vsak dan, zato da določene stvari preberem, zato da naredim moj jutranji ritual, zato da se napolnim z novo energijo, ker dejstvo je, da življenje in ta norost me lahko tako hitro posrka, da sem mimogrede tam, kjer nočem biti.
in samo da bom nekomu ustregla. Za koga že? Vem. Programirani smo bili na to, da želimo ali pa da moramo ugajati. Je zadnje življenje, ki sem ga zdaj predelovala pred kratkim, je bilo, sem imela uvid med molitvijo še eno življenje, ko sem bila obešena pred eno cerkvijo. In dejansko nekaj let nazaj smo šli po Franciji in ko smo bili v tej cerkvi, mene tako mrazil, tako dušil, jaz nisem mogla biti tam noter. In dejansko toliko temne energije, kot sem jaz v tisti cerkvi občutila, jo nisem nikjer. In to je cerkev v Remsu. No in zdaj enkrat med molitvijo sem dejansko videla, da sem bila obešena pred to cerkvijo in da je moj duh šel gor, ampak v bistvu energija je ostala zataknjena. In dejansko kdo me je spravil pred cerkveno inkvizicijo? Dejansko ljudje, ki so zdaj tudi v tem življenju, z njimi imamo opravka. Ker glejte, tisti ljudje, s katerimi imate najbolj tesne vezi, jih imate okrog sebe. Enostavno se jim ne morete izogniti. To so, ali so vaši najbližji sorodniki, ali so vaši sosedje in vas učijo določene lekcije. In sigurno, recimo, kar se jaz učim preko mojih odnosov, je odpustiti, to je ena stvar. Druga stvar, postaviti se za sebe in vzeti čas za sebe. Še ena stvar, kar se učim, je slediti sebi. Ja, vsak je original na koncu koncev. Dejstvo je, da ga ni človeka, ki je popoln. Ga ni. Če bi bil, ne bi bil na tem svetu. Ampak druga zadeva pa je, da mi smo tako programirani na to obsojanje, da je tako bolj enostavno iskati napake pri ljudeh, pa reči, le kakšno frizuro ima, le kakšno ritma, le koliko je pa ta debela, koliko se je pa zanemarila, se je zredila in tako naprej. Ženske, dejansko mi bi mogle iskati moči v drugih ženskah, ne obsojanje. Mi ženske bi mogle začeti iskati tisto dobro pri drugih in če ne moreš dvigati in pomagati naprej, se umakneš. Ne pa, da tolčeš po drugih ženskah. Glejte, ta svet je svet ločenosti. Se pravi, ženska v zgodovini, če se ni dobro poročila, se pravi, je bila tekmica drugi, pomeni, da je pomenilo njeno življenje slabše življenje. Zato je tako pomembno, da usmerjamo energijo v to, kar je dobrega, da gremo iz tega ven, iz te matrice, kako more biti, da izstopimo v svet povezovanja, v svet narave, energije, ker tukaj vse je. Tukaj vse je. Tukaj je mir. Zdaj, če se vrnem na začetku zgodbe, kako delati zdravilni kodeks za mir. Pojdi v naravo, pa se nadihaj za začetek. Potem pa, če jaz zdaj preverim mišični test in se postavim in rečem, v svoji duši nosim potrebo po nemiru. Ne. Programirana sem na kronični stres, jaz nisem. Ampak vi preverite. In da vidite pri sebi, mogoče ste pa vi programirani na kronični stres in imate tisto vse ves čas, ko se nekaj dogaja. In potem zdravilna molitev dekodiranja, se pravi vsemogočni Bog, če je v skladu z Božjimi zakoni, naj se sčistijo vseh smereh časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s potrebo po kroničnem stresu. Potem pa vdihnemo, izdihnemo skozi usta in naslednja stvar, zdaj ta trudnodelni sistem, damo roke v klunček, obe dve roki, takole sem že snemala o tem, in si ponavljamo. Moje celice se polnijo zdravilnim Božjim mirom. Še boljši učinek bo, če res to delate v mirnem okolju. Mogoče, da greste res v naravo in da se programirate vsako vašo celico na mir, na mirno energijo. Naslednja zadeva, potem pa date roke v položaj blagoslova in si pred sabo predstavljate svojo srečno, mirno bodočnost. Se pravi, tako kot bo, tam, kjer vi želite biti, ko boste že srečni, zadovoljni, ko boste v miru, ko enostavno ne boste tekali z enega projekta na druga, zadovoljevali druge, ampak boste poskrbeli za to, da pod prvo bo vaša duša pela. Takrat se bo začel vaš svet spreminjati
na boljš. Tako da poskrbite za vaš mir, za vaše dobro počutje, pejte v gozd in včasih objemite kakšno drevo, naj vam preda svojo energijo in naj vas objame. In glejte, narava je res tukaj, da zdravi našo dušo in našega duha. Samo vdihniti je treba. Samo vdihniti je treba. Naredite to, zato ker vi ponavljajte si, jaz sem mir. In če si ponavljate, jaz sem mir, se mir naseli v vaše celice. Uživajte, imejte se radi, delajte na sebi in mir se bo sigurno naselil v vašo dušo.